Tako, lepo pozdravljeni. Koga poslušaš? Koga poslušate? Danes imate, gledajte, medije, pač se veste, zdaj ne vem, kere medije poslušate. Se veste, eni govorijo tak, drugi tak, tretji tak. Ja, koga zdaj poslušate? A pa se veste, kaj je ona rekla, pa kaj je on je rekel, bla, 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 bla. Na koncu, kaj pa si Bog misli o tem? Recimo, ne vem, ne obijaj. Kaj se to pomeni? Aha, pride ljudje, ja, k spovedi, ja, nisem nobenega ubil. Halo, dobro jutro. Vse se ne gre samo za to. Gre se za to, da je življenje, gledajte, sveto, od spočetja do naravne smrti. In seveda, na eni strani imamo, gledajte, splav. Ja, zadnje sem glih razmišljal, zakaj rečemo splav? Vse to je umor. Mislim, če smo dosledni, gledajte, življenje je sveto od spočetja do naravne smrti. Ne moreš ti reči, ja, življenje se začne, ne vem, pri 5. mesecu, jaz ne vem. Ne vem, pred kratkim sem slišal, ne vem, en otrok se je rodil, ne vem, mislim, da je bil 4 mesece od spočetja, čudežno preživel, okej, torej v maternici je splav, zunaj maternice je pa umor. A ni to hinavščina? Mislim, kam smo prišli? Ja, vete, in zdaj, da lažje kako stvar narediš, pa daš pač lažje ime, ker splav, vse to se ne čuje tako hudo, ne? Pač ni takega. In dejansko, gledajte, živimo v kulturi smrti. Ja, dajmo si priznati, na eni strani bežimo pred smrtjo, razumete, bomo vse naredili, da bo naš otrok preživel, pa da bo, ne, naš, po drugi strani, gledajte, ene pa kar odpišemo. To je otrok, ko se še ni rodil, vse ga ni še ne vprašal. A on ni človek. On isto trpi. Ne vem, kjerem 10. tednu, kjerem že srce začne utripati, tak dalje. Mislim, halo, živo bitje. A nima pravice živeti? Mislim, razumete, to smo se tako navadili, ja, to je pač legalno, in ker je legalno, je legitimno, in pač, ker je zakonodaja to mogoče, in pa kristjani, ja. Sem nazaj z eno pogovarjala, je rekla, ja, pač, ni upala. Razumete, ljudje si ne upajo, nimajo se na koga obrniti. Na Bogu hvala, danes že imate nekatere, gledajte, zavod, recimo, ki recimo pomaga tem splavljenim. Mislim, ne, s tem mamicam, recimo, ko bi te rodile, ali pa nimajo se na koga obrniti. Recimo, doktor prva stvar ponudi, ja, bomo pač, ne vem, splav, ker pač, ne vem, neka napaka, ali ona, ali pa, jaz sem še premlada, ne vem, pa halo, pa ne govorimo to o kupu od tkiva, govorimo o živo bitju, dajmo priložnost, da živi. Gledaj, na drugi strani, kaj se zdaj dogaja, kaj nam ponuja, evtanazija. Kaj pa je to? Evtanazija? Ja, rečejo smrt iz usmiljenja. Ja, da ne bi ljudje trpeli, bomo pa ga ubili. Ja, tam imate, gledajte, države, Benelux, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, pa zdaj, ne vem, že Španiji pa že imajo, pa zdaj Avstriji se pogovarjajo, gledajte, k nam bo to prišlo. Ja, stari so, pa zakaj bi trpel, vse vete, hrom je, pa samo injekcijo, ne, 5 € da za injekcijo, on samo podpiše, gledajte, mi bi radi šli na morje, domači, pa on, vete, on že pač se zdi, da je že v odveč. Halo, a si ti gospodar življenja? A ni Bog gospodar življenja? A imaš ti pravico nekomu vzeti življenje? In mi se bomo zdaj špilali, razumete? Tako je otroški vrtec. Aha, ja, tega bomo pač ubili. Mislim, vse imajo tam, recimo, ja, so rekli, mora podpisati, bolj so delali eno raziskavo, mislim, tam v Belgiji ali Nizozemskem. In več kot polovico teh starejših ljudi sploh ni podpisalo, da se strinjajo za svojo smrtjo, da jih lahko ubijajo. Ker pač mladim več ni bilo za prenašati in so ga pač preprosto mu injekcijo dali. In ker je to pač legalno, pač naenkrat lahko delaš, kaj češ lahko delaš z drugim.
pa si normalen, kam smo prišli. Pa nimaš ti pravice. Ti imaš pravico, lahko ješ, lahko piješ, nimaš pa pravice. Bog je dal, gledajte, življenje Boga bo vzel, če hočete. On pokliče. Dajmo oceniti. Razumete, življenje, ja, bi dolgo živel, če bom zdrav. Ok, samo zdrav. Je kaj? Trpljenje pa več nič ne pomeni. Se spomnite samo Janeza Pavla II. Kak je trpel, pa imel tisto bolezen, Alzheimerjevo. Pa je pokazal, gledajte, da ima star človek vrednost. Da tudi če si bolan, tudi če se pajtlaš, tudi če, ne vem, lahko ceniš življenje. Gledajte, kako ljudje, ki so na invalidskih ljudi, na vozičkih, ali pa ljudje, ne vem, spomnite samo onega Nika Vujčiča, brez nog, brez rok, pa zna ceniti življenje. Pa zna, zakaj? Zato, ker je našel smisel. In osmislite treba trpljenje. Seveda, recimo, imate to hospic. Oni si zelo prizadevajo za to, da bi znali sprejeti. In se tukaj smo spet na tem, gledajte, kdo se odloča o tem, kdo bo živel, kdo ne. In Bog je gospodar življenja. Razumete, si ti zdaj glavni, da osmisli si življenje, pa si lahko osmisliš, če Boga povabiš. Svoje življenje. Pojdi svoje trpljenje. Ok, te pač roka boli. Ne, zdaj vem, imam težave s kolenom, ja kaj zdaj najočem, pa vem, da ni fajn, pa vem, da trpim. Ja pa kaj nazaj? Vem, da ljudje, ki hudo trpi, še huje trpim. O Bog, glej, pomagaj mi, ozdravi me, če ne gre, pa daj, olajši mi bolečine. Pa vem, da se bom potrudil, pa skušal sprejeti. Ampak to je smisel. Povabiti. Razumete? Pa ga vključevati. In dejansko, gledajte, lahko tudi z trpljenjem, ki ga imamo, doživljamo, darujemo. Gledajte, Karlo Kutis, rekli svetnik v kavbojkah, Mladenič. On je so trpljenje, ki ga je doživljal, ki je imel hudo bolezen in je na koncu življenja rekel, vse daruje za cerkev, za papeža, za duhovnike. Kdaj si daroval svoje trpljenje za ta namen na zadnji? Dajmo smisl, dajmo si pomagati. Bog lahko naredi, gledajte, kaj se je zgodilo z Bogom. Pa veda, da bi lahko Jezus šel direktno v nebesa, brez trpljenja. Ampak ne, on je hotel iti skozi, da pokazal, gledajte, da se da tudi tako hudo trpljenje, ki je bilo njegovo. Razumete, on je trpel samo tisto, kar smo naredili. Ampak on je dejansko mogel prezeti na se vse grehe, gledajte, ki so bili, ki so in ki bodo. Je pokazal, ja, pa trpljenje nima zadnje besede. Razumete, to ni konec. Pa pomembno je, razumete, da stopimo iz tega, to je te kulture smrti. In začnemo, ja, življenje poveličevati, razumete, ceniti življenje, ceniti otroka. Razumete, mamica se že pogovarja, ko ga ima pod srčkom nosi, pa se začne pogovarjati z otrokom ali pa starejšega, ga obiskovati, bolnika obiskovati. Razumete, iti k njemu, iti človeku, ga prijeti za roko, biti hvaležen, se ga dotakniti in prositi, Bog stopi to življenje. Pomagaj mu, pridi smo, Matej, zato Gospod nam pomagaj, da bi znali ceniti vsako življenje, da bi zagovarjali, da je življenje svetost, početje do naravne smrti. Pridi, Jezus, da bi vsak otrok imel možnost živeti, da bi dobenega že ne pred kratkim, da bi mi bili sodniki ali pa tisti, ki odločamo, kako dolgo bi kdo živel, ampak vsak ima priložnost živeti. Pridi, Jezus, ozdravi vse, ki so vas to prisilili, ali ste morda nehote, ne vede, gledajte, Bog odpušča, Bog ima rad. Samo ti se spravi s Bogom, spravi se s tem otrokom. A pa te je bil kdaj starejši človek odveč, ki si pač, ne vem, skrbel za njega, ono tisto, gledajte, odpusti, me rad. Bog ti odpušča, priznaj, Bog te ima rad, kljub temu, pridi, Jezus, ozdravi, vstopi, hvala ti, Jezus, da si ti nam želiš pomagati, kulturo življenja, da bi cenili vsako življenje. Ne glede, kdo je kaj, tudi če se nam zdi brez veze. Gospod, tudi se spomnim primerov,
ko so rekli doktor, ja, to je otrok, bo taki pa taki, pa bo, ne vem, imel težave. Pa vem, da so potem molili in je potem se otrok rodil zdrav. Pa če se je že rodil pač takšen, kot je, za napako, je se spomnim, že je rekla, gled, bom ga rodila. In ta otrok prinaša toliko veselja in sreče, gleda to družine. To je to. Sprejeti in biti hvaležen za vse, kar imamo.